Pozdravljene, tele pomladanske temperature, vso zelenje, ptički, skratka vse se je razcvetelo, so tudi mene čisto prevzele. Zato sem se odločila, da bom danes naredila spomladanski make-up tutorial. Zdaj razmišljala sem, kakšne barve bi uporabila in skotovila, da na mojem kanalu v bistvu sploh ne uporabljam živih barv. Jaz sem sama bolj taka neutralna, ponovadi vedno posegam po zemeljskih tonih, zato je fajn, da gremo kdaj tudi iz svojega comfort zona in uporabimo barve. Pri barvah se velikokrat večina izmed nas kar ustraši, stopi ne, to ni za nositi. Zato sem se odločila, da bom danes naredila, kot lahko vidite na učkah, prevladovala bo oranžna barva v kombinaciji z modro. Res se da narediti na takšen način, da res gleda lepo, da ne izgledaš kot klovn iz cirkusa, ali kako ne rečem. In res oranžna barva lepo poudari oči, še posebej kakšne modre, jaz imam sama zelene, ampak tudi zelo lepo paše. Tako da jih lahko nosite vse, rjavoroke, modrooke, zelenooke lepotičke in vse tiste mix variante vmes. Skratka, to je tale look. Upam, da vam bo všeč, tako da kar pogledamo, kako ga lahko tudi same doma naredite. Tako, zdaj bom najprej na oko nanesla tale korektor in bom s tem v bistvu poskrbela za nekakšno podlago, na kateri bojo senčke veliko bolj obstojne in pa bolj pigmentirane. Zdaj bom najprej vzela tole nežno roza senčko in jo z večjim čopičem nanesla v pregib moje veke. S tem bom dosegla, da se bo v bistvu lahko kasneje senčke lažje zabrisale med seboj. Zdaj pa vzamem tole živo oranžno barvo, ki se bi marsikdo ustrašil, in pa malce manjši tale čopič za zabrisovanje. In kot vidite, sem jo najprej začela zabrisovati na zunanjem predelu očesa, potem bom zabrisala vse v očesno gubo in pa v notranji kotiček očesa. V tem centru bom pustila prazen prostor, zato da bom kasneje lahko nanesla tja druge senčke, ne? V redu, zdaj vedno bolj dodajam senčko, vse dokler ne dobim željene pigmentiranosti in jo potem z pomočjo čistega čopiča za zabrisovanje lepo zabrišem. Zdaj pa bom vzela še takšno malce bolj bakreno senčko in jo nanesla na ta prehod, kjer prej v bistvu je bila oranžna senčka oziroma je še oranžna senčka in pa v center te veke. Tako, zdaj pa bom vzela tile bleščice in jih nanesla direktno na center, kamor prej nismo v bistvu nanesli nobenega senčila. In sedaj vzamemo še prejšnji v bistvu čopič, s katerim sem bakreno senčko nanašala in vse skupaj dobro zabrišem. Evo, zdaj pa z modro barvico v bistvu obarvam spodnjo veko, nanesem jo v bistvu kar noter v oko in pa v njeno bližino, torej na spodnji veki. Zdaj, ker mi risanje eyelinerja res ni šlo, sem kar malce na hitro pospešila in ga narisala na zgornjo veko, potem pa z mojo najljubšo maskaro nanesla še maskaro na zgornje in spodnje trepalnice. Zdaj, da bojo učke še malce bolj poudarjene, sem nanesla še umetne trepalnice. Pa gremo kar k obrazu, prej v bistvu že imam nanešen puder, zdaj pa v bistvu nanašam še osvetljevalec na vse točke, ki jih želim osvetliti. Torej, to je pod oči, na center nosu in pa center čela ter pa moje brade. Zdaj bom ta osvetljevalec zabrisala z malce večjim čopičem. To sem odkrila v bistvu tale manjši čopič, ki je super za zabrisovanje, ker ima zelo goste ščetine in lepo zabriše čopič v kožo. Tukaj dajte paziti, da boste res zabrisale izdelek s tapkajočimi gibi in ga ne raznašale sem ter tja, ker potem v bistvu še raznešemo naš puder, vse gre bolj v gubice in ni toliko obstojno. Tako da dajte si zapolniti tapkajoče gibe. Vse izdelke pa bom označila spodaj pod videom na YouTube, tako da boste lahko našle vse povezave, ki jih lahko najti, kaj sem uporabila. Sedaj pa bomo se zafiksirale s pomočjo tega Wet n Wild osvetljevalca. Kot vidite, spet delam tapkajoče gibe z manjšim čopičem, tako da dajte paziti, da spet ne boste vlekle. Zdaj pa gremo k bronzingu obraza. Tukaj res najprej lepo osenčim oziroma zbronziram moja lička, temena in tako lepo utoplim obraz in nekako povežem celoten look med seboj. Tako, zdaj pa bomo vzeli malce manjši blending čopič in bomo še zasenčili nas nos. Meni se zdi, da res ta kontura nosa naredi še tisto piko na i pri celotnem looku in res naredi
tisto vidno spremembo, ki pa drugače noben ne bi pomislil. Kot vidite, tudi sama naredim konturo vse do obrvi, tako da boste v bistvu res lepo povezali celoten luk med sabo. Sedaj pa bomo še lepo, obarvali svoje lička, tako da vsemu temu da malce bolj mladosten in pa svež videz. Tako, zdaj pa sem najprej za vas naredila dve možnosti. Lahko nanesete tako čisto baby pinky šminko, če pa hočete kaj malce bolj močnega, pa lahko takšno lepo koralno šminkico. Tako, upam, da vam je vse bilo všeč. Če imate kakšna vprašanja, mi napišite spodaj, drugače pa se vidimo prihodnjič. Adijo!